predstavljam svoje uvodne misli. Skušal to narediti v 3 temeljnih tezah. Prva teza je ta, da bi si najbolj želeli, da razmerje med privatizacijo in nacionalizacijo razumemo zlasti v kriznem obdobju, ker gre za nek normalni institucionalni ciklus. Vidite, da so vse države, ki je kriza prizadela, šle v reševalne krize najprej v precejšno nacionalizacijo in privatizacijo je del normalizacije, morda celo povratka v takšno stanje. Torej, osnovna teza je, da je privatizacija in nacionalizacija del normalnega stanja. Zdaj samo stvar odmire in samo stvar mire, kako in na kakšen način se privatizacija ali na drugi strani nacionalizacija procesi. Nič! To ni normalno. Drugo, kar je zelo pomembno, privatizacijski procesi v Sloveniji potekajo. Potekajo po formalni in neformalni plati. Po formalni plati potekajo tako, da se je ta država tako ali drugače odločila, da bo sanirala banke preko tako imenovanega DUTB-ja in DUTB seveda vrši v 5 letih privatizacijski postopek. Krati, to je preprosto dejstvo. Druga stvar, ali je to optimalno, ali je optimalno, da to govorim. Mir! Pozno, bež von. Jaz vas lepo prosim. Glejte, naš namen je, da se pogovorimo in mogoče nazadnje dogovorimo in pustite ljudem, da izrazijo svoje misli. Brez odbitja. Pa, ne se sabotarje počujemo. Obstaja seveda neka prikrita privatizacija preko ste fiduciarnih računov, skrbniških računov, te pravzaprav niti ne vemo, ne vidimo, ampak vsa elitna slovenska podjetja so v bistvu že cilj nekega prikritega, skritega napada, če hočete, z strani seveda tujih ali kakršnekoli drugih, da so domačih kapitalistov, ki pravzaprav prihajajo. Naj se vodi, da gre za Petrol, da gre za Triglav, da gre za Krko, da gre za Savo in tako dalje. Zdaj, hoče povedati, da privatizacijski proces, ni želeli ali ne, obstaja. Zdaj, ali potrebuje ta država še poseben pospešek, kot si zdaj trenutno vlada prizadeva z spiskom ali za strategijo, po mojem mnenju ne. Zdaj tega, ker ta privatizacija, ki jo imamo že danes in kateri smo se institucionalno kakorkoli že zavezali ali pa obstaja neformalno, že poteka. To se pravi, ne potrebujemo nekega dodatnega pospeševanja privatizacijskega procesa. Še zlasti, če se zavedamo, da smo v bistvu dobršen del, tudi zdaj smo videli v pravnem smislu, sicer ne tako, kot se običajno razlaga, ampak vendarle v določenih zlasti pri bankah, stvari v precejšnji meri zapečatili in krati, mimogrede, zelo, zelo paradoksalno razlaščali seveda skozi ta privatizacijski proces male delničarje, male lastnike seveda državnih obveznic in tako dalje in tako dalje. Zelo, kako bi rekli, v prodorovem smislu lastnina je seveda kraj. In država je bila seveda bogar te zgodbe. No, država kralj. Druga teza je seveda tudi država, če se hočete, ker država so institucije, ki so to v bistvu podpirali. Drugo vprašanje je zdaj seveda, kaj mi lahko naredimo v okviru obstoječih institucij. Vprašanje, veste, ki ga je tudi tukaj kolega Menciljer načel, je ta, da ni ekonomskih, političnih, moralnih argumentov, ki bi lahko na eni ali drugi strani dokazovala, da je ta ali druga oblika lastnine ali privatizacija ali državna lastnina v okviru podjetij sama po sebi napačna. In to je pravilno odločitev, kajti osnovno stališče je, da je temelj uspešnosti ali neuspešnosti podjetij korporativno upravljanje, uspešnost vodenja. In ali imamo v tem hipu v Sloveniji takšen institucionalni aranžma v okviru seveda obstoječih institucij, da mi takšno korporativno upravljanje seveda lahko dobro izpeljemo. Osnovna teza, da potrebujemo privatizacijo, zato da bi rešili probleme korporativnega upravljanja, ker preprosto ne bomo s čim upravljali, je seveda napačno.
Država brez ekonomske lastnine, brez lastnega premoženja preprosto ne more obstati. Se pravi, politična ekonomska suverenost neke države se začenja z upravljanjem njenega premoženja. Zato je veliko vprašanje, ali smo v tem hipu usposobljeni za to upravljanje. Moje stališče je, da če gledamo seveda te profesionalne upravljavce, naj si bodi, da je to zdaj na eni strani DUTB ali na drugi strani seveda upravlja z enim delom prenešenega premoženja, ali na drugi strani Slovenski državni holding, ki je v končni inštanci šele začel dobro delovati, da so to inštitucije, ki pravzaprav za to, kar jim je bilo ponujeno, in ponujeno je bilo leta 2012, v relativno improviziranih institucionalnih pogojih, kako naj delujejo. DUTB je bil recimo ustavljen izključno, ima zakon, izključno zato, da bi seveda v čim krajšem času privatiziral in pridobil ustrezno denarno protivrednost. Pravi, samo izkupiček je temelj. Danes oni sami priznavajo, da je prestrukturiranje podjetij seveda eno izmed tistih zadev, za katere seveda morajo delati, ker je drugače, kot bo ne bo šlo. Spravi, vi morate prestrukturirati podjetje, da bi ga lahko ugodneje prodali. Zakonska podlaga za to ne obstaja. Na drugi strani imamo DUTB, ki je v bistvu, mislim, da Slovenski državni holding, ki je seveda tako zakonsko kot institucionalno z vidika upravljanja, z vidika vodenja seveda absolutno podhranjen in rezultat tega je, da mi danes pravzaprav nimamo vzvodov za kakovostno upravljanje podjetja. Kriza torej Slovenije je kriza korporativnega upravljanja in eden izmed zelo dobrih lakmusov v tem hipu je formiranje, ne glede na to, da je v ozadju seveda problematičen zakon, tudi procedure so v bistvu zelo komplicirane in skrajno spolitizirane, ali bo recimo Slovenski državni holding dobil nadzorni svet, ki ne bo rezultat političnih kvot 3 koalicijskih strank. Če se to ne bo zgodilo, oziroma če seveda vlada oziroma vodilna stranka ne bo pravzaprav v izhodišču tega prepričevala tako, da bo sama na nek način pokazala razgled, potem smo na najboljši poti, da tudi vnovični poizkus, kako je na kakšen način urediti temeljno hišo, ki je skrbnik državnega premoženja med 8 in 12 milijardami, seveda ne bomo naredili. In to je seveda naslednja stvar, ki je izjemno pomembna. Se pravi, kako usposobiti SDH, Slovenski državni holding, kot skrbnika za seveda upravljanje. Kajti danes vidite, v privatizacijskem procesu pravzaprav niti nimamo zelo jasno definiranih prodajalcev. Prodajamo v zelo široki, zelo nepregledni, zelo sivi coni in je ta siva cona, ali mi se spomnite iz socializma, celo smo videli, elite so bile vedno zadovoljne s prehodnim obdobjem. Prehodno obdobje so sjajna. Pravno, ekonomsko, nič ni definiranega, nič ni opredeljenega in najlažje politično, ideološko takrat seveda ribarite v tem. In tudi danes smo mi v izrazitih prehodnih obdobjih in zato seveda hitimo s privatizacijo. In to je seveda problem. Problem je, če torej nimamo danes izdelanih formalno-pravnih pogojev za privatizacijo, če nimamo močnih institucij za privatizacijo, in nič od tega ni izpolnjenega, zaradi tega ne vidim razlogov, da bi hiteli s privatizacijo, kajti privatizacijski postopek in proces v dovoljšnji meri že obstaja. Na to sem prej seveda prvotno opozoril, ko smo izvali seveda številne žvižnje. To je temeljni problem. Zdaj se seveda vprašamo, ali je in kakšne so tiste metode, ki bi jih lahko seveda znotraj SDK-ja seveda razvijati. Zdaj, tukaj gre za 3 stvari, ki bi jih mogli se že pogledati, da ne bom predolg. Bom lahko kasneje pojasnil, skratka gre za vprašanje seveda, kako je na kakšen način imate vzvode nadzora, se pravi, kako kadrujete, kako je na kakšen način seveda izvajate potem tako imenovane ciljne elemente za prestrukturiranje in tako dalje in tako dalje. Nič od tega trenutno ne spomnim. In zdaj še tretja stvar. To, kar me seveda običajno pri tej privatizacijski sagi najbolj moti, je to, da smo mi pravzaprav padli ne samo v neko praznino ne dovolj pripravljene institucionalne zgodbe. Se pravi, kot veste, spisek, ki ga mi imamo, teh slovitih 15 podjetij, je nastajal pravzaprav leta 2012.
se potem ponovil v ne preveč spremenjeni obliki 2013 in je danes pravzaprav predmet na nek način privatizacijske zgodbe. Zdaj, mi nimamo nikjer jasnega zapisa in jasnih argumentov, zakaj so bila ta podjetja izbrana. Mi nimamo v ozadju strategije privatizacijske, ampak gledajte, tudi ko jo bomo dobili čez takšen mesec, ta strategija ne bo izhajala iz neke strategije te države ali sektorski strategije, ker tudi tega nimamo. To se pravi, delamo izrazito na nek način na pamet in nimamo pravzaprav nekega poglobljenega, analitičnega aparata, ki bi seveda vedel, kako in kaj. In zdaj na koncu sam še to, tretja teza, to je alternativna zgodba, kaj bi mi seveda še lahko imeli, če bi želeli seveda privatizacijski postopek voditi širše. Ta model, ki ga danes imamo, je pravzaprav enostranski model. Mi smo v tretji fazi, v tretjem krogu privatizacije. Prvi je bil lastninjenje, drugi je seveda pripeljal do tako imenovanega poizkusa domačega lastninjenja in je seveda zaradi visokega finančnega vzvoda zadolževanja podjetij propadel. Ta tretji je iskanje kapitala v tujini in je strogo vezan na prodajo pravzaprav v tujini. Drugi privatizacijski modeli, ki zadevajo ekonomsko demokracijo, se pravi, gre za vprašanje notranjega lastništva, gre za vprašanje, recimo, delavskih zadrug, seveda o primernih podpornih mehanizmih. Gre za vprašanje, seveda, lahko tudi posebnih državnih skladov, ki bi se mogli ali znotraj SDK razviti. Vse to ostaja, seveda, izven tega razmisleka in konteksta. In če zdaj seveda skupaj potegnemo, potem vidimo, da prvi pogoj privatizacija torej teče v dovoljšnem obsegu, po mojem mnenju, drugi, da moramo institucionalizirati pogoje korporativnega upravljanja in tretjič, poseči vendarle v privatizacijskih zgodbah po tistih, še tudi drugih alternativnih modelih, ki razširjajo paleto možne privatizacije, ne zgolj skozi model zunanjega, ampak predvsem tudi zlasti skozi ekonomsko demokracijo, notranjega lastništva in seveda tudi še drugih metod in modelov, ki jih korporativno upravljanje seveda omogoča, zato da imamo lahko raznovrstnejši portfelj in hkrati tudi model privatizacije, zato da bi lahko reševali od primera do primera, zlasti za prvih 20-30 velikih podjetij, to vprašanje privatizacije. Gospod profesor, ne 45 minut.